Dejan Plahuta je pred 2 desetletjima prevzel več 100 let staro družinsko domačijo v Marezigah nad Koprom. Da bo kmet, se je dokončno odločil med študijem. Zakaj je izbral to pot? Se je odločil, ker sem videl, da to moderne službe, to življenje ni zame, da rabim biti v naravi in zato se je odločil, da bom kmet, ki sem imel izkušnje z otroštva. In prvih 10 let je bilo težko, potem zdaj pa kar gre, normalno recimo. Domačijo je temeljito preoblikoval. Prej je bila to tipična istrska kmetija z živino in njivami, kjer so pridelovali večinoma koruzo in pšenico. Plahuta pa je z buldožerjem prekopal vse njive 2 metra globoko, jih očistil kamenja in zasadil trajne nasade. Danes ima 8000 trsov in 250 oljk. Poleg tega pridela na 1 hektaru tudi nekaj ton pšenice. Glavni izdelek kmetije je vino, največ je refoška, nekaj tudi malvazije, cipra in cabernet sauvignona. Na leto pridela med 10 in 15 tisoč litrov vina in okoli 2 toni oljk. Že od samega začetka kmetuje ekološko. Leta 1999 je pridobil tudi certifikat. Bil je med pobudniki uvedbe takšnega certificiranja v Sloveniji. Kriči slovenske Istre so zelo primerni za ekološko kmetovanje, ker so blizu morja, dobro prevetreni in primerno suhi. Narava pa je dobro ohranjena. Kakšne načrte ima? Moje načrte so zdaj, da izpopolnim to, kar že delam, torej vinarstvo, oljkarstvo in da vpeljem še več turizma. Torej degustacije in tudi spanje na kmetiji, delo, da uredim staro hišo, tako da bo za oglede in da vidijo ljudje, kako je bila stara istrsko življenje. V Marezigah, središču dežele Refoška, so ustanovili turistično društvo, ki upravlja lepo urejen zadružni prostor, kjer so degustacije ob dnevu Refoška in ob drugih prireditvah. Najbolj dejaven član društva pa je prav Dejan Plahuta.